lepa, lepo pozdravljeni, hvala gospe Gabrieli in pa Univerzitetni knjižnici Maribor za to prijazno povabilo. Torej seveda v teh zadnjem letu dni in še več neprekinjeno govorimo o Evropski prestolnici kulture, danes se bom temu poskušal vsaj nekoliko izogniti. Čeprav seveda so moje misli v zadnjem letu in pol večinoma preokupirane z samo prestolnico kulture, ampak vselej znova si pa poskušam vsaj delati kakšne zapiske, če že nekaj napisati, seveda tudi o čisto drugih temah in prav pisanje je pravzaprav ena tistih stvari, ki mi v tem trenutku nekako najbolj manjka. In kadar se mi zdi, da za prestolnico kulture gre vse narobe ali pa da je vse dobro, takrat običajno začnem razmišljati o literaturi. Ker takrat potem nekako dobiš distanco do vsega skupaj in se ukvarjaš potem z drugimi temami. Danes sem vam mislil razložiti eno temo, o kateri zadnje čase veliko razmišljam, tako ko imam pač čas oziroma te trenutke izločenosti iz vsega tega vrenja, ki se dogaja okrog nas v tem letu in seveda že v prejšnjem letu in še nekoliko dlje. Mislil sem vam govoriti o nogometu in o športu in o različnih medijih, skozi katere spremljamo realnost, radio, televiziji in tako naprej. Ampak mogoče bom vendarle povedal neko genezo ali pa vsaj nek svoj pogled na to, zakaj pravzaprav in odkot so prišle knjige v moje življenje in kakšna je pravzaprav ta zgodba s knjigami, z kulturo kot nekim širšim pojmom in pravzaprav odkot, ali se nekako poskušam vprašati, zakaj je sploh ta obsedenost z vsem tem. Kajti, če gledamo z distance, seveda se človek lahko ukvarja z zelo številnimi zadevami, z raznoterimi zadevami in seveda lahko preko različnih medijev, preko različnih aktivnosti, preko različnih zgodb artikulira samega sebe. Seveda ni samo umetnost ali pa kultura tisto, skozi kar bi se lahko artikulirali, ampak se lahko artikuliramo seveda skozi marsikaj. Knjige so pravzaprav vstopile v moje življenje zelo zgodaj. Niso vstopile kot knjige, ampak kot zgodbe. Kot zgodbe, ki so mi jih doma pripovedovali, verjetno marsikomu in seveda tudi jaz se nekako spominjam iz tistega zelo zgodnega otroštva zgodb, ki mi jih je pripovedoval predvsem oče, pa seveda tudi drugi družinski člani. In te prve zgodbe so bile zmišljene zgodbe. So bile zgodbe, ki so se jih izmišljevali sproti zame in so bile na nek način unikatne zgodbe. In od nekdaj se spominjam tega občutja, da so me pritegovale zgodbe. In kot da bi nekako zgodbe predstavljale nekakšna vrata v neke druge svetove, v neke svetove, ki jih sam izkustveno na tisti neposredni ravni ne moreš doseči in ki jih tudi ne moreš zatipati skozi torej neko konkretno, realno izkušnjo, ampak jih lahko seveda dojameš na nek posreden način. In seveda so bile to najprej pravljice, kot pri vsakomer. Zame je pa pravzaprav kot nekoga, ki izredno slabo vidim, bilo to na nek način še bolj pomembno, ali pa sem to na ta način dojemal, kajti zdelo se mi je, da prav preko zgodb, preko pripovedovanja in kasneje preko branja lahko vidim tisto, kar z realnimi očmi oziroma z realnim vidom ne morem videti. Kasneje sem seveda jasno dojel, da ima vsak od nas omejitev in da pač tisto, kar vidimo pogosto ni popolno oziroma ne predstavlja neke resničnosti. Ampak seveda v samem začetku so se mi pa prav zgodbe, prav knjige zdele eno izjemno pomembno okno, kajti želel sem ven pač iz nekega oklepa, ki mi je bil dan in ki mi je dan. Branje je seveda na tej točki bila izjemno pomembna prelomnica, čeprav so mi drugi pripovedovali zgodbe oziroma jih brali, romane Pod svobodnim soncem, Bobre in tako naprej še vsaj tam do 10. leta, pa vendar je bilo branje, spoznanje abecede, možnost branja zame kot nek občutek svobode.
vedel sem, da marsičesa zaradi te fizične omejenosti ne bom mogel v življenju početi. Jasno mi je bilo, da ne bom nek rokodelec, da ne bom nek vrhunski športnik. Marsikaj je bilo zelo hitro nekako odpisano ali pa vsaj relativizirano pod možno početje v življenju. Branje se mi je pa zazdelo hitro seveda tista univerzalna kategorija, ki je pravzaprav za vse enako, ki vsem omogoča nek dostop do sveta, do vednosti, do različnih zgodb, do različnih usod in sem zelo kmalu pač pri sebi prepoznal branje kot nek teritorij svobode. In zato sem hitro začel strastno brati, že po prvem razredu sem bral ene svetovne pravljice, cele počitnice in se nekako zaljubil v zgodbe. In osnovna šola je minila ob drugih stvareh, ob šahu, katerega sem tudi seveda igral zelo intenzivno in v najrazličnejših igrah, druženjih s prijatelji in tako naprej, seveda tudi v znamenju knjig. Nisem eden tistih otrok, ki sem jih kasneje kot kolege srečeval na primerjalni književnosti, ki so že v 6. razredu brali Dostojevskega, ne vem, ali mi je to škodilo ali ne, ali pa koristilo. Jaz sem bral seveda tisto klasično, Karla Maja, kriminalke, pač vse take stvari, ki so recimo temu žanerske zadeve, zgodovinske romane, dokumentarna dela in tako naprej. In zdaj, knjige so se mi seveda zdele neka hobi stvar, ne. Nisem si predstavljal, moram priznati, da bi se lahko s knjigami resen človek ukvarjal poklicno, ne. Meni se je zdelo, da bom matematik ali pa nekaj resnega življenja, oziroma da s knjigami se pač ukvarjaš za hobi, da jih bereš zraven, ne. V gimnaziji seveda so se pa stvari že malo spremenile. Takrat sem imel srečo, ker sem imel izjemno profesorico književnosti, gospod Tatjano Radonič, ki nas je res navduševala, predvsem seveda tiste, ki smo imeli voljo do tega za res tista zahtevna, vznemirljiva dela. In tako se je začelo zelo kmalu, že v prvem letniku srednje šole, z mogoče prelomno knjigo zame, za Ano Karenino, Leva Nikolajeviča Tolstoja, s knjigo, ki mi je nekako dala slutiti, da obstaja seveda tudi drugačna literatura. Ne samo ta, recimo, literatura, kjer hlastaš za nekim razpletom, za neko rešitvijo uganke, kot je to v kriminalki, ali pa za nekim zlatim rudnikom, ki ga na koncu najdejo, ne, ali pa, torej, da obstaja literatura, ki pušča neko dvoumnost v zraku. Ana Karenina, zakaj? Zato, ker takrat sem bil star 15 let in zdelo se mi je, da seveda, da je Ana Karenina žrtev neke krivične ruske družbe 19. stoletja, ki je bila, seveda, kot smo se takrat učili še v šoli, zaostala družba in so jo grdi pač te strašne okoliščine, družbene okoliščine to žensko prisilile, da je šla pod vlak, ker se ni mogla ločiti in tako naprej. Tako da sem si poskušal to kot tak zavzet mlad šahist razložiti racionalno, zdravo, razumsko, da pač zakonodaja ni bila na njeni strani in ni našla rešitve in je seveda to bilo razlog njenega samomora. Ampak jasno mi pa je bilo, ali pa vsaj čutil sem, da pa ni to čisto popolna razlaga. Da je to, da vendarle ta njena smrt, da ni zgolj zaradi nekakšne zakonodaje, ali pa ker se ona ne bi mogla ločiti po veljavni zakonodaji. Sumljivo mi je bilo to, da vendarle sta s tem njenim ljubimcem Vronskim živela dosti normalno življenje, ampak da je ona bila socialno izločena. Da to ni pomenilo, da ona ne sme priti na predstavo, če se spomnite ene, mislim, da opere, da se nihče ni hotel z njo pogovarjati enostavno. Da pa je ta njen ljubimec vedno bolj hodil sam po raznih zabavah. Da ga ona začela na nek način dolgočasiti in da je bila vedno bolj stisnjena v nek kot. Seveda si takrat nisem mogel vsega tega razložiti in k tej knjigi sem se vrnil potem še dvakrat, enkrat v uvodnem eseju moje prve knjige in kasneje ob dramatizaciji Ane Karenine, ki so jo z Dušanom Ivanovičem delala v ljubljanski drami. In vedno znova me je pač ta njena usoda pritegovala na en način.
ampak tisto, kar želim povedati, je to, da se mi je zazdelo, da torej obstajajo knjige, ki puščajo neko, ki bolj kot dajejo odgovore, zastavljajo vprašanja. In puščajo neko dvoumnost, nek vprašaj v zraku, odpirajo pravzaprav neko človekovo eksistencialno zgodbo, ne da bi dale dokončni odgovor. Morilec na koncu ni nujno razkrit. Svet ni nujno v ravnovesju, ni nujno zopet tisti urejen, varen dom, ampak ostaja neka negotova pokrajina z različnimi nevarnostmi, z različnimi čudeži, torej z vsem tistim, kar nas pač v življenju spremlja. In tako se je srednja šola mi dogajala ob vsem drugem, kar se pač vsakemu dogaja v srednji šoli, tudi skozi knjige, skozi dela Franca Kafke, Markeza, skozi poezijo, skozi francoski nadrealizem in denimo skozi Bulgakova, Mojster in Margareta, ki sem ga bral 2 dni in potem, ker knjige ni bilo še kar konec, sem kar 2 dni vzel bolniško in sem rekel, da sem pač bolan, ne, in mislim, da je prebral to do konca, ker me je toliko vlekla ta zgodba Mojstra in pisatelja in pa Margarete, ta res fascinantna mojstrovina iz 30 let 20. stoletja, ki ravno skozi to domišljijsko, fantazijsko zgodbo toliko pove o realnem času stalinizma, skozi vse te leteče mačke in najrazličnejše eskapade, domišljije, lahko tako začutimo pravzaprav ta represivni sistem, to sivino tistega časa in strah tistega časa. In seveda so me zgodbe požirale in jaz sem požiral njih in sem seveda skozi njih iskal neko svojo najstniško pozicijo v svetu. Kasneje je seveda prišel trenutek odločitve za študij. In takrat šele se mi je prvič zazdelo, da bi se lahko s književnostjo ukvarjal tudi poklicno. Da bi torej od tega, kot se reče, živel in da bi s tem pač bil dejansko preokupiran kot za svojo osrednjo dejavnostjo. Zakaj primerjalna književnost? Takrat sem nihal med različnimi študiji. Med študijem filozofije na eni strani, študijem matematike na drugi strani, tudi zgodovina me je zelo pritegovala. Študij primerjalne književnosti je imel pa takrat eno posebno aureolo. Sveda je bilo veliko razlogov tudi v tem, da je moja profesorica komparativistka in da je sveda pripovedovala te znamenite zgodbe o profesorjih primerjalne književnosti, ki so zaznamovali 60., 70. leta, Dušan Pirjevec, Ocvirk, tudi Janko Kos in tako naprej. In seveda je veljal študij primerjalne književnosti predvsem zaradi Pirjevca kot izrazito svobodomiseln študij v tistih časih, ko so predavanja Dušana Pirjevca hodili poslušati tudi študentje drugih smeri, celo drugih fakultet, kar si danes ne moremo predstavljati, da bi na eno predavanje na filozofski fakulteti hodili ljudje iz recimo študija socialnega dela ali pa take stvari. Ne? In hkrati pa so seveda ljudje, ki so hodili na komparativo, kasneje delali zelo različne stvari v življenju, kajti poklic komparativista ti pravzaprav ni zagotavljal in ti še danes ne zagotavlja nobene službe. Niti učiti ne moreš v šoli, ker nimaš pač vse potrebne licence za to in so se zato ljudje iz komparative potem usmerili od politike, ekonomije, pač najrazličnejših stvari. Sveda jih je pa veliko delalo v knjižnicah, veliko jih je delalo na založbah in tako naprej. In ta svobodomiselnost, ta aura, ki je bila okrog tega študija, me je takrat premamla, da sem se vpisal na primerjalno književnost in res, tisto, kar je bilo na tem študiju najlepše, je bilo to, da so bila vsa ključna predavanja, ni jih bilo tako dosti, vsak dan je bilo predavanje, ključno predavanje, razen v petek je bilo vedno ob 7:30 zvečer. Kar je bilo genialno, ker smo imeli vsi letniki skupaj predavanje in po predavanju smo seveda šli na pijačo, ne, da bi podebatirali o čem, ne. In seveda se je to dostikrat zavleklo do 5-6 zjutraj. Zdaj, če gre nazaj, so te debate bile včasih zelo čudaške, recimo, da so se 2 študenta prepirala, kdaj je šlo v Zajčevo delo Potohodec, ali je to bilo leta 75 ali 73.
pol se kdo našel, ki je celi večer en akord na kitari preigraval, ne, pa tak, mislim, malo hecno, ampak v resnici pa polno enega zanesenjaštva, polno ene želje, da bi se nekaj zgodilo. V tej generaciji moji so bili Aleš Teger, Aleš Čar, s katerima seveda tudi danes zelo veliko skupaj delam, tudi na Evropski prestolnici kulture. Tukaj je bila Polona Glavan, tukaj je bilo kup kritikov, prevajalcev današnjega časa. In vsi smo nekako takrat seveda verjeli v neko utopijo, da obstaja literarna republika, da obstaja nekaj, kar presega to našo konkretno realnost in da smo si v tem nekako zaveznike ali bratje ali sestre ali tovariši ali karkoli že. In to je bilo leta 93, 94, ko se je pravzaprav začela ta država, ko se je začela celotna tranzicija, mi smo pa nekako sanjali o literarni republiki. In kmalu smo začeli tudi z neke vrste aktivizmom, z omenjeno tribuno, ki smo jo delali 2 leti, in potem se je ta izkušnja s tribuno malo klaverno končala, ker smo neko zgubo seveda naredili, nismo bili vešči vsega skupaj. Ne? In da bi se rešili iz te zgube, smo organizirali mis tribune. Takrat je bilo to precej nenavadno, danes obstaja mis vsega možnega, takrat ni bilo in mi smo imeli mis tribune, kar je bil pa dokončni polom, ker pač enostavno se je to nekako končalo s tem, da so se punce sprehajale po hodniku, mi smo jih pa gledali, pol pa nekako sploh nismo imeli finala, tako je bilo vse skupaj. Ampak seveda je pa okrog tribune se nabralo ogromno ljudi, ogromno zopet nekih različnih pogledov na takratno realnost. Takrat je bilo veliko vprašanje, kaj bi naj študenti danes bili. Ne? Vedeli smo, da so študenti v preteklosti bili neke vrste opozicija, ali pa ne moramo reči prava politična opozicija, ampak igriva opozicija. Opozicija v smislu iskanja novih življenjskih slogov, novih poti, s tem tudi avtomatsko na nek način politična opozicija. In poznali smo to dediščino tribune oziroma Mariboru katedre. Sam sem v resnici začel objavljati tekste seveda v Mariboru, prav v katedri, takrat še v zadnjih letih katedre, pa na Radio Marš, pa Večeru. No in seveda smo imeli to vedenje, da so študenti bili vedno neka opozicija, vedno neka sila, ki naj razrahlja družbeno realnost, ampak ni nam bilo pa jasno, kaj je zdaj v teh 90-ih, ko smo dobili državo, ko je prišla demokracija, kaj zdaj naj bodo študentje. In ta neka negotovost je pravzaprav vse skozi značilna za mojo generacijo. Generacijo, ki je pač, ko se je zgodila država, bila stara 15, 16, 17, mogoče 20 let, 18 let, ki torej nekako nismo bili več otroci, hkrati pa tudi ne še tisti, ki bi dejansko sooblikovali nek družbeni sistem. In pravzaprav je bila to seveda generacija pred nami, ki je pa seveda zelo aktivno prevzemala vodilne položaje v politiki, medijih in tako naprej. Hkrati smo se pa na literarnem polju poskušali vse skozi nekako upirati generaciji pred nami, normalno, kot se to običajno zgodi, ki je pa v 80-ih letih se uveljavila preko postmodernizma. Preko teorije postmodernizma, to je bila generacija, ki je izrazito začela razmišljati globalno, ki je bila v stiku z najnovejšo teorijo postmodernizma in postmoderne, ki je veliko prevajala, ki je povezovala literaturo tudi z drugimi žanri, z recimo pop glasbo, z rock'n'rollom in tako naprej, ki pa je hkrati zagovarjala neke vrste solipsizem. Torej neko pravzaprav avtonomijo literature v odnosu do družbene realnosti. Torej, da se literatura vse znova nanaša sama nase, da govorili so o citatnosti, recimo zelo pomembno je bilo, da si izvedenja o drugih knjigah pravzaprav črpal za lastno delo, vodil neke notranje dialoge z drugimi literarnimi deli in bralec je moral to prepoznavati. Seveda je ta generacija bila v konfliktu na nek način z starejšo generacijo, z generacijo Nove revije, če lahko tako posplošimo, ki je bila bolj eksistencialistično naravnana. In
Mi smo se na nek način vračali k logiki naših dedov. Ker smo prav tako zagovarjali to, da vendarle literatura ni odcepljena od realnosti, ampak da mora pravzaprav korespondirati z realnostjo, ne na tezen način, ne skozi neko ideologijo, neke manifeste, ampak vendarle, da literatura ni nekaj, kar obstaja v slovno-koščenem stolpu, ampak da korespondira z realnostjo. Res pa je, da to korespondiranje z realnostjo spet nikoli ni se razvilo v polni meri, da bi recimo prešlo v neko širšo družbeno analizo, ampak vedno v neke intimne zgodbe, večinoma se je pisalo o ljubezni na 1001 način, o srečni ljubezni, nesrečni ljubezni, o sprevrženi ljubezni, o vsem živem. Malo pa recimo o tranziciji ali pa o, ne vem, neki širši družbeni realnosti. In kmalu potem, ko je ta tribuna, pomis tribune propadla, so nam pa takrat na takratni študentski organizaciji rekli, veste kaj, fantje, vi za časopis niste, ker ste neresni, mogoče bi pa knjige lahko delali. Imamo pa tam eno založbo, ki zanima urednika, ravno so se eni sprivatizirali, eno knjižno zbirko pa so šli stran in nimamo, pa mogoče pa delajte knjige, pol vas lahko še naprej sodeluje in delate knjige, pol jih pa nočemo več nikoli videti, ker pač niso primerni. No, jaz sem imel srečo, da sem bil med one polovico, ko je bila zgleda malo manj na črni listi in smo začeli z prijatelji delati založbo, Beletrino kot knjižno zbirko in seveda kasneje širšo založbo. Zopet seveda z eno veliko željo, da preko knjig povemo nekaj o realnosti. Takrat smo seveda bili v hudi dilemi, ker tradicija v slovenskem kulturnem prostoru je bila, da so revije tiste, ki korespondirajo z realnostjo. To je bila revija 57, to so bile v začetku 60-ih let perspektive, to so bili kasneje problemi, to je bila seveda kasneje nova revija in seveda tudi druge kulturno-literarne ali pa recimo filozofske, sociološke revije. In seveda je bilo treba, in tudi takrat smo se spraševali, ali se ukvarjati z literarno kulturno revijo, ker tribuna je vendarle bila nekaj drugačnega, ali pa izdajati knjige. In seveda malo po spletu okoliščin, malo pa tudi seveda po nekem premisleku, smo se odločili za knjige. In torej preko knjig postaviti nek odnos do realnosti. In takrat smo si zadali nekaj osnovnih načel, ki držijo za to zbirko Beletrino še danes. Prvo, kar je bilo pomembno, da smo skušali zbirko odpreti za zelo različne zadeve. Takrat je bilo v navadi, da recimo obstaja bodi si zbirka za slovenske avtorje, bodi si zbirka za prevode, bodi si zbirka za nek žaner, recimo za roman, za poezijo, bodi si zbirka za klasike. Torej, nekako so se vedno stvari skušale popredalčkati. Ali pa recimo, ne vem, nekatere knjižne zbirke so izrazito se posvečale določenemu literarnemu toku, naprimer postmodernistični literaturi in tako naprej. Mi smo poskušali narediti zbirko, ki bi na eni strani bila izrazito pluralna, torej da bi v njej izhajala slovenska dela, tuja dela, proza, poezija, dramatika, esejistika, mladi avtori, torej prvenci, po drugi strani starejši, že zelo uveljavljeni avtori in tako naprej. Ampak tisto, kar je bilo pa ključno, je pa to, da smo si dali nalogo, da vse skozi poskušamo slediti izrazito visokim kvalitativnim standardom in neke vrste ambicioznosti duha, ki naj bi od te knjige izžarevale. In tu seveda pride do tistega vprašanja, kaj pa to je, ne? Kaj je zdaj kvaliteta? Kaj je zdaj tista duhovna ambicioznost, estetska ambicioznost? Kaj to je? In seveda tu pa nišče nima dokončnega odgovora. Na fakulteti smo slišali od profesor Kosa, da mora imeti literatura etično dimenzijo, pa spoznavno dimenzijo, pa estetsko dimenzijo, ampak spet nismo točno vedeli, kaj zdaj vse to je. In da on je rekel, da ko so vse te tri kategorije prisotne, potem je to pač klasično delo in kvalitetno delo. Ampak na koncu prideš do tega, da je seveda za te stvari odločilna intuicija,
seveda povezana z nekim osebnim pogledom na svet, z neko pogojenostjo, ki jo pač vsak od nas ima, z okoliščinami, v katerih živi, v katerih se je izobraževal, v katerih se je formiral. In to je bila pa po drugi strani neke vrste novost za tisti trenutek, kajti druge založbe ali pa knjižne zbirke so si vedno našle neke vrste alibi za, ali pa orodje za to, da so lahko bodi si uvrščale posamezna dela v svoje programe, bodi si jih zavračale. Naprimer, je prinesel mlajši avtor ali pa starejši avtor, naprimer, knjigo na neko založbo, pa je rekel, jaz bi to tiskal, pa so mu rekli, vi ste napisali genialno delo, ampak mi tiskamo samo, recimo, če je bil to starejši avtor, mlade, nove avtorje. In obratno, ne? Torej, vedno je bil nek, ampak to zato ne gre, ker pač formalno ne sodi. Torej, da ne omenjam izgovora enega od znanih svetskih urednikov, ki je vsakemu rekel leta 95, da ima program poln do leta 2002. Ne, recimo, in da pa bi ga drugače gotovo tiskal, ker je genialno delo. Ne, mi smo pa seveda šli s tem, da smo direktno povedali ljudem, da nam recimo neka knjiga ni všeč. In včasih je seveda to bilo zelo konfliktno, ko so bili recimo izrazito uveljavljeni avtorji. Nekatere zamere so se potem vlekle tudi desetletje, ene so se mogoče še do zdaj malo zavlekle, ali pa so se na pol zavlekle. In krati pa smo imeli veliko tega socialnega erosa v knjigah. Knjige so bile seveda vedno osnova, vedno nek temelj, ampak po drugi strani smo pa seveda v knjigah prirejali najrazličnejše zadeve. Denimo prva zabava, novoletna beletrinina, če si danes predstavljam, da naredite za 2 izdani knjigi. Zimsko potovanje Gerharda Rota in pa Bile Matjaža Pikala, totalno zabavo v Tivolskem gradu v Ljubljani, ki se je končala potem z kepanjem, da še eno okno se razbilo ali 2, ki je bila totalna euforija. Seveda to zgleda na nek način bizarno. 2 knjigi ste izdali, pa tam 200 ljudi, pa cela zabava. Ampak to govori o tej želji, kako v bistvu preko knjig tudi nekako kreirati nek socialni prostor. In potem so sledile take akcije, ki so na nek način knjige postavljale izven klasičnih kontekstov, recimo na vlaku bralo se je, torej karavana poezija ekspresije krenila iz Murske Sobote, na vsaki postaji se je brala poezija, seveda je bilo vedno povezano tudi z ogromno veselice, vse skupaj. Festivali literarnih, branja na nenavadnih lokacijah in tako naprej in tako naprej. Seveda so pa v centru tega vedno znova ostajale knjige. Sam sem seveda pisal kritike, predvsem literarne kritike in pa take male poskuse esejev, že od 4. letnika srednje šole, ko sem dobil nagrado za mladega raziskovalca, to je bil torej ta znameniti mariborski natečaj, Mladi za napredek Maribora. In takrat sem se ukvarjal z Jančarjem, z Danilom Kišom in Milanom Deklevo in drugimi avtorji. In očitno je to bilo za mariborsko žirijo prepričljivo, na državni ravni so popolnoma me izločili, da sem bil kar malo zafrustriran. In tistega profesorja, ki mi je to naredil, sem kasneje enkrat srečal. In je bilo jasno pač, da moj način pisanja ni bil klasičen znanstven način, ampak seveda esejističen način. In pri esejističnem načinu imate vedno pač na razpolago, da ga zavrnete, ker se vam zdi preveč subjektiven, ali pa ga pač kot takšnega sprejmete. Pisal sem torej kritike, ampak seveda sem pa nekako si želel napisati knjigo. In po drugi strani mi je bilo pa jasno, da knjige o literaturi ne moreš nekako napisati pri 20, 21, 22 letih. Lahko napišeš, kot vemo vsi iz zgodovine, vrhunsko poezijo, lahko si res dober pesnik, kot mlad pesnik, nenazadnje. Imamo številne pesniške opuse, ki so jih napisali avtorji, ki so zelo zgodaj umrli in so izrazito zreli, na nek način vitčevski pesniški opusi. Imamo tudi odlična prozna dela, ki lahko nastanejo zelo zgodaj. Redko pa se zgodi, da bi neka zanimiva refleksija literature nastala res tako zelo zgodaj. In sam sem se na to na nek način dolgo pripravljal, predvsem na iskanje nekega subjektivnega izraza, osebnega izraza, kajti ni mi bilo blizu to, da bi pisal recimo v maniri neke teoretske šole, bodi si
eksistencialistične, bodi si postmodernistične, bodi si lakanovske, bodi si kaj tretjega, vedno se mi je zdelo, da nekako so ti termini, ki jih ena šola uporablja, sicer seveda pomembni, ampak da ne povejo vsega. In vedno bolj me je nekako nosilo v neko hibridno govorico, ker sem na nek način lahko svobodno uporabljal določene termine. Kajti znotraj posamezne šole veljajo zelo stroga pravila, ali ti uporabiš bit, ali bistvo, ali uporabiš besedo struktura, manko in tako naprej. Vse znova moraš zelo natančno slediti neki recepturi. Meni osebno pač nikoli to ni bilo blizu, da bi moral zelo natančno slediti neki recepturi. In preden pa človek to nekako si prizna in vzame to na znanje, pa seveda mine nekaj časa, kaj ti rabiš neko samozavest, da si rečeš, ok, sam pišem na ta način in na ta način govorim o svetu, govorim o knjigah, govorim o usodi in o drugih zadevah in pač ni nič narobe, če uporabim neko besedo izven nekega strogega konteksta. Prvi tak tekst sem napisal potem o Gombrowiczu, Witoldu Gombrowiczu, poljskem pisatelju, ki je bil vse življenje fasciniran z mladostjo, z to neko eruptivnostjo, ki jo prinaša mladostna energija. In kasneje so seveda sledili drugi. Tako je nastala prva knjiga Zapiski iz noči, mislim, da iz leta 2003, če se ne motim, ja, ki je nastala nekako res v nočeh, kajti noč je tisti čas, ko jaz lahko pišem realno, ko imam mir, ko me nič ne moti, ko se mi ne zdi, da kaj zamujam, ne? Bodi si realnega ali pa nerealnega, po noči se mi zdi, da pa res težko kaj zamudim, čeprav se mi je zdelo včasih, da tudi se mogoče v kakih barih kaj silovitega dogaja, ampak v principu pa vseeno ne morajo ljudje klicati, ne moreš nekam iti in tak naprej in seveda noči so bile zame vedno tisto območje zbranosti, osamelosti, ki pa je na nek način nujno za literaturo. Kajti mislim, da rabiš neko izločitev, hipno izločitev iz sveta, da lahko z določeno distanco pogledaš na predmet tistega, kar želiš opisati. In tako so nastali esejčki o raznoraznih temah, ki so me obsedale in ki sem jih poskušal opisati skozi literarna dela. Od romantične ljubezni kot nekega pomembnega pojma do ljubosumnosti, recimo na primeru Jamesa Joycea, ki je bil izrazito ljubosum človek, in je ženi večkrat povedal, da razen v bordele nikoli ni hodil kakim drugim ženskam in da, ne vem, pa zato lahko utemeljeno ljubosum. Na njenega bivšega fanta, ki je bil že mrtev med drugim, no. In je bil popoln psihopat na nek način, ne. In meni je ta zgodba njegove korespondence z ženo seveda bila zelo zanimiva, ker se je začela z zelo romantičnimi izrazi, končala se je pa čisto drugače, ne. In tudi erotika se jim odpirala preko tega, očitno, ne. In no, to je ena taka stvar. Po drugi strani so me zanimale te širše zgodovinske teme. Izrazito me je zanimal recimo holokaust, kot način izločanja ljudi. Zdelo se mi je nekako, na primeru holokausta v delih Imreja Kertéša, Nobelovega nagrajenca, v delih Prima Levija in tako naprej, da je seveda ena tistih večjih napak, ki jih delamo, da vidimo na primer holokaust kot nekaj demonskega, da vidimo te ljudi kot demone. Problem holokausta in podobnih genocidov je ravno v človeškosti, da so to ljudje naredili in da to čist banalno vse skupaj v končni fazi. In tem je ta groza. In ko rečemo, to je pa demonsko, to je zverinsko, samo odmikamo to temo stran od sebe in jo delamo za nekaj, kar realno ne eksistira. In tako je nastal esej Vozni redi. In tako naprej. Ne. Kasneje sem potem napisal še drugo knjigo, ki je, če se je ta prva knjiga ukvarjala z svetovno književnostjo, so se pokrajine proze ukvarjale z slovensko prozo, ki je seveda me vedno zelo zanimala, ta nekako najbolj intrigantna dela po drugi svetovni vojni. Kasneje ta zadnja knjiga Kuvertirana poteza je pa že bila na nek način hibridna. Po eni strani ukvarjanje z literaturo, po drugi strani pa bolj autobiografski teksti, autobiografska proza. In nekako sem že končeval to knjigo bolj v tem duhu razmišljanja o samem sebi, manj pa o literaturi. Nekako sem odkril, da me vse skozi obseda ta neka dvojnost.
Po eni strani si prisoten v življenju, si prisoten v magmi sveta, si del življenja, hočeš biti del življenja, hočeš si aktivist, delaš Evropsko prestolnico kulture, delaš založbo, se ukvarjaš z družbeno realnostjo, te intrigira. Po drugi strani si pa vse skozi nekako tudi osamljen, si nekako sam, si samoten, si na drugi strani steklene pregrade, si kot da bi bil nekako opazovalec nekega akvarija. Torej ta dvojnost med vpetostjo v življenje, potopljenostjo v življenje, v različnih oblikah, od ljubezni do družbene akcije, in pa na drugi strani neka osamelost, neka distanca, neka izločenost, smrt na koncu koncev, če hočete. Ta dvojnost, ki je vselej znova prisotna in ki se nikoli ne da preseči ali pa se jo preseže zgolj za nek trenutek. Pravzaprav sem odkril, da se ukvarjam samo s tem. In da iščem razne alibije, izgovore, načine, kako bi pravzaprav se dotaknil te dvojnosti. Pa se ukvarjam z literarnimi deli, ki o tem govorijo, ali pa nekako jaz vidim v njih to, ali se ukvarjam z, ne vem, nogometom, športom, pa razmišljam o tej zgodbi, vedno pridem nekako na koncu do tega. In želim si seveda, da bi naslednjo knjigo v miru napisal pač o nekem mogoče bolj osebnih, še bolj osebnih, bolj intimnih temah. Hkrati pa sem se seveda tudi ukvarjal z drugimi polji umetnosti, kar je bilo zame tudi zelo pomembno, ker zdelo se mi je vedno, da so knjige tisto, kar je zame bistveno, kar me zaznamuje. In nekako se mi ni zdelo umljivo, da bi lahko vstopil v polje teatra ali pa filma, na primer. Ravno zaradi vida, ker sem mislil, da če vsega točno ne vidiš, ne moreš se ukvarjati s filmom ali pa s teatrom. In to, da sem lahko se začel ukvarjati s teatrom najprej kot dramaturg, pa kasneje kot soavtor različnih dramatizacij oziroma dram, in pa z dokumentarnimi filmi, mislim, da sem okrog 10 filmov sooblikoval. To je seveda bilo zame ena zopet nova oblika svobode prehajanja v neki drug medij. Raziskovanja iste materije skozi drugačen medij, skozi drugo obliko. In ta raznovrstnost me seveda v življenju vedno znova nekako navdušuje. In če sem uvodoma rekel, da ne bom govoril o prestolnici kulture, pa bom vendarle končal s tem, nisem si predstavljal nikoli, da bom se ukvarjal z Evropsko prestolnico kulture ali čim podobnim, pa vendarle sem se v enem samem dnevu v 3 urah odločil, da se bom s tem ukvarjal, in ko sem se enkrat odločil, sem se podredil temu, da to odločitev realiziram. Bilo je maja 2010, dopoldne sem imel neko podobno predavanje kot zdaj. Potem smo se sedli na Grajskem trgu, spili par špricerjev in potem je Vladimir Rukavina predlagal, zakaj pa ne bi ti bil programski direktor. Ne vem, mogoče me je bilo kdaj kasneje malo žal, ne vem, ali pa tudi ne. In jaz sem prvo rekel, pa ja, zakaj pa ne bi bil. In seveda se mi je najprej zdela to nora ideja, preseliti se iz Ljubljane nazaj v Maribor, ukvarjati se z nekim projektom, ki je na videz zavožen, ukvarjati se z neko čist na nek način drugo temo, drugo zgodbo, kot je izdajanih knjig in tako naprej. Ampak ravno ta izziv, ta neki utopični moment, da se z neko zadevo da kreirati nek socialni prostor. Kakorkoli. Seveda v vsakem takem projektu so različne prvine, so različni občutki, takšni in drugačni. Zanašate nek občutek moči, da lahko ti nekaj odločaš in se hitro potem zaveš, da nič pravzaprav ne odločaš takega. Tukaj so strahovi, bojazni, odgovornost za druge ljudi, za nekaj, kar te pogosto presega, obup, marsikaj, ne. Ampak na koncu je odločilen bil in je ta občutek, da se da z neko družbeno akcijo kreirati nek socialni prostor. Da se da nekaj spremeniti, da se da podati signal, impuls, da lahko nekako ustvarjamo neko utopično skupnost. To, kar recimo v različnih knjigah beremo na različne načine, kar recimo Julio Cortázar v Ristancu v Rahueli, zame enem najljubših romanov imenuje Kibuc hrepenenja, da smo lahko združeni v nekem trenutku, v nekem hipnem momentu, v
v neki skupni viziji, čeprav se to potem razpade in se razdrobi, ampak vendarle, da se nekaj da skupaj narediti. In tako kot si prej nisem predstavljal, ko sem bil otrok, da se bom s knjigami resno ukvarjal, tako si tudi nisem predstavljal maja 2010, da bi se nehal ukvarjati s knjigami na ta vsakodnevni način. In vendar sem se na tako intenziven način, operativen način, da rečem, nehal ukvarjati za nek določen čas, ampak knjige so tukaj, ne? Knjige pač enostavno bereš, se z njimi ukvarjaš, vedno se seveda s knjigami ukvarjam kot urednik in knjigam se očitno vedno znova v življenju tudi tako ali drugače vračam. Toliko sem imel za povedati, hvala lepa, če ima pa kdo kako vprašanje, pa seveda z veseljem odgovorim.